Če si pogledamo sam teoretično ozadje tega, kar sem zdaj govoril, tukaj vidimo, tukaj sta dva stožca oziroma dve ledeni gori. Tale modra črta predstavlja vidni svet, v katerem so besede in dejanja, se pravi, kadarkoli s komorkoli komuniciramo, mi lahko točno slišimo, katere besede ta oseba govori, lahko vidimo, kakšne geste ima, kaj dela, kako deluje, kaj so njihova dejanja. V tem nevidnem svetu, v tem spodnjem svetu, pod to modro črto, se pa nahaja nevidni svet. In v tem nevidnem svetu, tle se predvsem nanašam na naš organizem, na naše telo. In kaj se dogaja v naših telesih? V naših telesih imamo ljudje določene občutke. In te občutki lahko služijo kot kazalci do nekih globljih razsežnosti nas, ki so človeške potrebe. In Rosenberg je v bistvu te človeške potrebe on govori v bistvu o življenjski sili. Življenjska sila, ki nekako poganja naša telesa, ki nam omogoča to, da delujemo, da funkcioniramo. In to življenjsko silo je on poimenoval človeške potrebe. Se pravi, iz trenutka v trenutek se ljudje trudimo s svojimi besedami, s svojimi dejanji zadovoljevati naše potrebe. Katerakoli beseda, katerakoli besedna zveza, katerokoli dejanje je iz trenutka v trenutek naš najboljši možen način, s katerim mi skušamo zadovoljiti določeno svojo potrebo.